si želi me nadvse. Ljubi silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se opogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, res nas ljubi, ljubi nas močno. Bog si želi me nadvse, ljubi res silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se opogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, res nas ljubi, ljubi nas močno. Bog
Tudi po 3 primerih godrnjanja oziroma pritoževanja so Izraelci še naprej potovali po puščavi. Gospod jih je vodil in namenjeni so bili v obljubljeno deželo. Tako so prišli na tej poti do gore Sinaj, kjer je Bog govoril z Mojzesom in Izrael dal postavo ali zakonik, po katerem naj živijo. V 2. Mojzesu, 19. poglavju, 3-8 beremo. Gospod mu je zaklical z gore in rekel: tako reci Jakobovi hiši in povej Izraelovim sinovom. Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas nosil na orljih perutih in vas pripeljal k sebi. Zdaj pa, če boste res poslušali moj glas in izpolnjevali mojo zavezo, mi boste posebna lastnina izmed vseh ljudstev, kajti moja je vsa zemlja. Vi mi boste kraljestvo duhovnikov in svet narod. To so besede, ki jih povej Izraelovim sinovom. Mojzes je šel in sklical starešine ljudstva ter jim predložil vse besede, ki mu jih je zapovedal Gospod. In vse ljudstvo je soglasno odgovorilo: vse, kar je Gospod govoril, bomo storili. Bog je Izraelu obljubil, da jih bo resnično blagoslovil in mu bodo posebno ljudstvo izmed vseh ljudstev na svetu. Oni mu bodo posebna lastnina, kraljevstvo duhovnikov in svet narod. Kako čudovito sporočilo. Toda, če smo pozorni, lahko vidimo, da se bo to uresničilo samo pod enim pomembnim pogojem. Bog je dejal, če bodo res poslušni Božji glas in izpolnjevali zavezo z Bogom, če bodo ostali zvesti Gospodom, če bodo resnično služili njemu in ga častili. Dragi brat in sestra, Gospod nam še danes obljublja neverjetne blagoslove po svoji besedi. Obljublja nam, da bo vedno z nami, da nas bo ščitil pred nevarnostjo, pred sovražniki, da nam bo pomagal, da nas bo odrešil po svojem sinu Jezusu, da nam bo poslal svojega svetega duha, ki bo živel v nas, da nas bo vodil po najboljši poti vse do cilja. In še več je obljub, ki jih najdemo v Svetem pismu. Jezus je šel na križ in plačal visoko ceno, da bi mi lahko bili deležni teh obljub. Samo vse te Božje obljube veljajo za nas pod pogojem, da se bomo tudi mi zvesto držali našega Gospoda in mu služili. Če bomo res poslušali Božji glas in izpolnjevali našo stran zaveze z Bogom, ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji v praksi, bodo te obljube zagotovo veljale za nas. Izraelsko ljudstvo je takrat soglasno obljubilo in reklo: vse, kar je Gospod povedal in nam naročil, bomo storili. Tedaj je Bog poklical Mojzesa na goro Sinaj in tam na gori je Mojzesu sporočil postavo, ki jo naj Izrael izpolnjuje. V postavi je bilo napisano, kako lahko Izraelci živijo in kako naj častijo Gospoda. Bog jim je tudi povedal, na kakšen način želi, da ga častijo. Ta postava pa se je strnila v 10 zapovedi, ki jih je nekaj dni Bog sam napisal na kamniti plošči. Nadkratko bi rad omenil teh 10 zapovedi, ki jih najdemo zapisane v 2. Mojzesovi v 20. poglavju. Bog je svojem ljudstvu tam povedal: jaz sem Gospod tvoj Bog, zato počni te stvari. In potem je bila prva zapoved: ne imej drugih bogov, oziroma veruj samo vame. Jaz sem
edini Bog. Vsi drugi so mrtvi bogovi. Druga je bila, ne delaj si rezane podobe, ne časti malikov. Tretja, ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda ali ne preklinjaj. Četrta, posvečuj Gospodov dan. Posvečuj dan. Vzemi si čas za počitek. Pomembno je, da imamo mi dan počitka in tudi dan za Gospoda ali dan, ko resnično vzamemo čas za njega. Ne samo, da si vzamemo čas za nas, ampak pomembno je, da si vzamemo tudi čas za Gospoda. Pri 5. zapovedi pravi, spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. 6. zapoved pravi, ne ubijaj. 7. ne prešuštvuj ali ostani zvest svoji ženi, svojemu možu. 8. pravi, ne kradi. 9. ne laži. In 10. ne želi, kar pripada bližnjemu. Ali ne želi svojega bližnjega žene ali svojega bližnjega blaga in imetja. Jezus je teh 10 zapovedi povzel v največji zapovedi. V Markovem evangeliju 12. poglavju od 29 do 31. vrste beremo. Jezus je odgovoril, prva je, poslušaj Izrael, Gospod naš Bog je edini Gospod. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Večja od te dveh ni nobena druga zapoved. Če smo pozorni na 10 zapovedi, lahko opazimo, da dejansko uresničujejo 2 Jezusovi največji zapovedi. Prve 4 zapovedi se nanašajo na našo ljubezen do Boga. Naslednjih 6 zapovedi pa se nanaša na našo ljubezen do bližnjega. Mojzes se je nato vrnil z gore Sinaj in ljudstvu Izrael povedal postavo iz knjige Zaveze. Govoril jim je točno, kaj mu je zapovedal Bog za celo izraelsko ljudstvo. Gospod je želel, da Mojzes najprej ljudstvu pove, kaj so zahteve in pričakovanja, ki jih ima za njih Gospod. In tako o tem beremo v 2. Mojzesovi 24, 7-8. Potem je vzel knjigo Zaveze in jo prebral ljudstvu. Tedaj so rekli, vse, kar je govoril Gospod, bomo izpolnjevali, pokorni ali poslušni bomo. In Mojzes je vzel kri in z njo poškropil ljudstvo in rekel, glejte, to je kri zaveze, ki jo je Gospod po vseh teh besedah sklenil z vami. Izraelci so obljubili, da bodo vse to izpolnjevali in bodo pokorni ali poslušni Bogu. Mojzes, ko smo brali, je tedaj poškropil ljudstvo s krvjo in jim povedal, da sedaj sklepajo z Bogom to zavezo. Od takrat naprej je Bog pričakoval, da bo njegovo ljudstvo živelo na podlagi teh zapovedi. Gospod je nato poklical Mojzesa nazaj na goro Sinaj, da bi mu povedal tam navodila o templju. Zelo podrobna navodila, kako naj izdelajo tempelj in kako naj tam v templju častijo Boga. V 2. Mojzesovi 24:18 nam pravi Božja beseda, da je Mojzes bil na gori 40 dni in 40 noči. Se pravi, Mojzes se ni vračal z gore za daljši čas. Več kot 1 mesec je bil odsoten. Mojzesu je Gospod takrat tudi izročil 2 kamniti plošči, na kateri je sam Bog napisal 10 zapovedi. Potem pa se je zgodila velika tragedija. Izraelsko ljudstvo je storilo hud greh. V 2. Mojzesovi 32:1-4 beremo. Ko je ljudstvo videlo, da Mojzes odlaša priti z gore, se je zbralo pri Aronu
in mu reklo: Vstani, naredi nam bogove, ki bodo hodili pred nami. Kajti ta Mojzes, mož, ki nas je izpeljal iz egiptovske dežele, ne vemo, kaj se mu je zgodilo. Aaron jim je rekel: Izderite zlate uhane iz ušes svojih žena, sinov in hčera in mi jih prinesite. In vse ljudstvo si je izdrlo zlate uhane iz ušes in jih prineslo Aaronu. Vzel jih je iz njihovih rok, vse to oblikoval s kalupom in naredil ulito tele. Tedaj so ljudje rekli: To so tvoji bogovi, Izrael, ki so te izpeljali iz egiptovske dežele. Izraelci so se naveličali čakati na Boga, čeprav so lahko videli, kako je Gospod še vedno prisoten na gori Sinaj, kajti na gori je bil Božji ogenj in iz gore se je kadilo in vsa gora se je tresla. Čeprav so dobro vedeli, da se Bog ni umaknil od njih, so se naveličali čakati. Veste, če se naveličamo čakati na izpolnitev Božjih obljub, lahko zapademo v dvom in nevero. Ta nevera nas potem vodi v greh, stran od Božjega namena. Izrael je hitro padel in prelomil zavezo z Bogom. Še pred kratkim jih je Mojzes poškropil s krvjo v znak zaveze in so obljubili, da bodo poslušni Bogu. Ampak tako hitro so pozabili na svoje zaobljube. Minilo je le nekaj dni, pa so že padli. Izraelov hiter padec v greh predstavlja tudi naš padec. Kako hitro lahko mi ponovno zapademo v greh in prelomimo naše zaobljube Gospodu. V nedeljo na bogoslužju častimo Gospoda in mu obljubljamo, da mu bomo zvesto služili. V ponedeljek pa smo že morda na tleh, daleč od njega. Tudi mi lahko zelo hitro pozabimo na Boga, se oddaljimo od njega in posledično pademo v greh. Kot smo prebrali, je Aaron združil čaščenje znanih poganskih bogov Egipta s čaščenjem neznanega Boga Izraela. Čeprav so doživeli že toliko z Gospodom, ki jih je na mogočen način izpeljal iz Egipta, jim odprl Rdeče morje, da so lahko šli po suhem čez, jih vodil v ognjenem in oblačnem stebru, jih hranil in odžejal v puščavi. Čeprav so videli, kako dober je ta Gospod, so si še vseeno želeli nazaj, tiste prazne, mrtve bogove Egipta, ki jim niso nikoli pomagali. Čeprav jim je Gospod jasno zapovedal, naj verujejo samo v njega in služil samo njemu, je Izrael še vedno hotel častiti bogove, ki so jih poznali iz Egipta. Še hujše pa se mi zdi to, da so na koncu Izraelci govorili: to so bogovi, ki so te izpeljali iz Egipta. Kako so lahko živega Boga, stvarnika vsega stvarstva, zamenjali za te mrtve bogove, za nekega zlatega bika ali tele? Za Boga ni zamenjave, ne v zlatu, ne v neki drugi stvari. Nič ne more zamenjati našega Gospoda, nič se ne more niti približno primerjati z njim. Nič ga ne more nadomestiti v našem srcu, kajti brez njega je tam velika praznina. Ne zlato tele, ne diamanti, ne srebro, nobena stvar na tem svetu ne more dati tega, kar nam daje naš dobri Gospod. Za Boga ni nadomestila. Potem je Gospod na gori Sinaj rekel Mojzesu naslednje besede razočaranja in svoje jeze proti Izraelu.
V 2. Mojzesovi 32, 9 do 12 beremo. In Gospod je rekel Mojzesu: videl sem to ljudstvo, to je trdovratno ljudstvo. Zdaj me pusti, da se vname moja jeza proti njim in jih pokončam, tebe pa napravim za velik narod. Mojzes pa je blažil obličje Gospoda, svojega Boga, in je rekel: zakaj, Gospod, se vnema tvoja jeza proti tvojemu ljudstvu, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in z močno roko? Zakaj naj bi Egipčani govorili in rekli: s hudobnim namenom jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in iztrebi s površja zemlje? Odvrni se od svoje togotne jeze in naj ti bo žal zaradi hudega, ki si ga namenil svojemu ljudstvu. Bog je hotel uničiti izraelsko ljudstvo. To bi glede na Izraelovo zatajitev, izdajo, bilo povsem zasluženo in upravičeno. Iz Mojzesa je hotel ustvariti velik narod. Verjamem, da je s tem tudi preizkušal Mojzesa, kako bo zdaj reagiral in kaj bo rekel. Toda Mojzes se je pravilno odzval. Mojzes je branil izraelsko ljudstvo. Čeprav je vedel, da so si zaslužili kazen, je prosil Boga, naj jih ne uniči. Mojzes je pred Bogom zastopal za Izrael. Tako pred Bogom nas zastopa Jezus. On je vse storil, da mi ne bi rabili trpeti kazni. Njegova kri je tekla namesto naše krvi. Po veri vanj smo lahko upravičeni Božje jeze. Kako čudovita novica. Ne samo to, Jezus nam je poslal rešitev in moč za življenje v svobodi. On nam je poslal tisto, kar je človek rabil, da lahko premaga vezi greha in se osvobodi. Jezus nam je obljubil ter poslal moč Svetega Duha, ki v nas uničuje greh. Sveti Duh v nas dobesedno mori in uničuje naše stare grešne narave, dela narave, ki je bila prej. Če dovolimo Svetemu Duhu opravljati svoje delo, potem lahko zaživimo v svobodi. Mi več nismo sužnji grehu, ampak Božji otroci, ki živijo v svobodi. Kako čudovito, haleluja! Na to pa se je Mojzes spustil z gore in šel nazaj v tabor Izraela. V 2. Mojzesovi 32, 19 do 20 beremo. Ko se je približal taboru in zagledal tele in kolo, se je v Mojzesu vnela jeza. Vrgel je plošči iz rok in ju razbil pod goro. Zgrabil je tele, ki so ga naredili, in ga sežgal v ognju. Potem ga je zmlel v prah, ga stresel v vodo in to dal piti Izraelovim sinovom. Ta greh, ki so ga storili, so morali dobesedno zaužiti ali spiti. Včasih moramo tudi mi spiti grenak kozarec svojih prestopkov. Ta Izraelov greh pa je pustil resne posledice. Veste, Gospod nas zagotovo povsem osvobodi greha, toda posledice greha lahko ostanejo. V 2. Mojzesovi 32, 35 beremo. In Gospod je udaril ljudstvo zato, ker je naredilo tele, ki ga je izdelal Aaron. Gospod je kaznoval ljudstvo zaradi prelomljene zaveze, zaradi zlatega teleta. Kaj pa je bila ta kazen? V Hebrejcem 3:16 o tem beremo naslednje. Kdo so bili tisti, ki so poslušali, pa so se upirali? Mar ne vsi, ki so pod Mojzesovim vodstvom šli iz Egipta? Koga je 40 let težko prenašal? Mar ne tistih, ki so grešili in katerih trupla so popadala v puščavi,
katerim je prisegel, da ne bodo stopili v njegov počitek, če ne tistim, ki so bili nepokorni. Tako vidimo, da zaradi nevere niso mogli vstopiti. Zaradi nevere, zaradi neposlušnosti Bogu so prejeli kazen in niso mogli vstopiti v obljubljeno deželo. Pot, ki bi sicer trajala le nekaj tednov, je morala trajati 40 let, da je ta generacija upornikov, ki so se ves čas pritoževali zoper Boga, pomrla v puščavi. Kako huda posledica. To velja še danes za nas. Če nismo zvesti Gospodu, če po veri v Jezusa ne živimo za njega, če ga ne častimo, ne moremo priti do obljubljenega cilja v nebesih. Ni druge poti, ni neke bližnjice, le pot vere in življenje po veri v Jezusa nas pelje do cilja v nebesih. Seveda na tej poti pademo, toda pomembno je, da znova vstanemo z Gospodom in gremo naprej proti cilju. Dragi poslušalci, Gospod je tako milosljiv do nas. Danes je dan milosti. Gospod nam še danes odpušča. Če je kakšen greh v tvojem srcu, ki ga še nisi predal Gospodu, stori to zdaj. 10 zapovedi nam kaže, kaj je Božji namen za naše življenje. Toda danes imamo na voljo moč Svetega Duha, ki nam pomaga izpolnjevati to Božjo voljo. To, kar Izrael ni mogel sam v svoji moči, je na voljo zdaj nam po Jezusu Kristusu. Sveti Duh je tisti, ki nas osvobodi in nam želi vsak dan dati moč za življenje v zmagi. Zato prosimo Gospoda za pomoč, da bi lahko resnično zvesto živeli zanj. Združimo se v molitvi. Nebeški Oče, hvala ti, Gospod, za to zgodbo Izraela, ki je mnogokrat tudi naša zgodba. Izrael je predslika nas in Jezus, hvala ti, da si ti še danes z nami tako milosljiv, tako potrpežljiv, da tudi takrat, ko padamo, da nas ti znova dvigaš na noge, da želiš, Gospod, da gremo s tabo vse do cilja v večnosti, da ti imaš najboljši namen za nas. Gospod, tudi mi smo namenjeni v obljubljeno deželo, ko bomo lahko v vsej slavi nebes popolnoma uživali v tvoji prisotnosti, tebe je vzgledali iz oči v oči. Na tej poti tja pa te prosimo, Gospod, da nam pomagaš, da resnično živimo zvesto zate. Pomagaj nam, Gospod, da ne živimo v grehu, da nismo non-stop na tleh, da nismo non-stop pod vplivom vezi greha. Pomagaj nam, Gospod, da živimo v svobodi. Jezus, hvala ti, da nas ti osvobajaš. In če je nekdo zdaj, ki potrebuje tvojo svobodo, Jezus, jaz prosim, da ti lomiš vezi greha v našem življenju, da nas ti popolnoma osvobodiš in Sveti Duh, da nam ti daješ moči, da lahko živimo v zmagi, kajti ti imaš najboljši namen za nas. Pomagaj nam, Gospod, resnično biti tebi zvesti, poslušati tvoj glas, živeti na podlagi tvoje besede. Brezkompromisno, Gospod, kajti ti nam jasno sporočaš preko današnje besede, da bomo le tako lahko prišli do cilja. Le tako nas boš ti blagoslavljal, če bomo mi zvesti tebi, če bomo mi resnično živeli zate in se držali tvojih zapovedi, tvoje besede. Gospod, pomagaj nam. Želimo živeti zate in biti tebi zvesti v vsem. V imenu Jezus molimo. Amen. Amen. Želim vam vsem čudovit teden, veliko Božjega blagoslova in resnično živimo za Gospoda. Izpolnjujmo njegove zapovedi, kajti naš Bog ima najboljši načrt za naše življenje. Le tako bomo potem prišli do cilja z njim.